Komaj čakam, da na morje grem, izgine vsak problem. Evo, imam vse za današnji video. Živijo lepotice, kako ste? Dobrodošle v novem videu. Moje ime je Eva in dobrodošle v svetu mode in kozmetike in make-upa. Današnji video se ne bi mogel bolj poklopiti, namreč nakupovali bomo kopalke in to na prvi poletni dan. Je pa tale prvi poletni dan letos še posebej zanimiv, zato ker je danes ravno sončev mrk. Ravno sem razlagala vam na Instagramu, da če je bil ta vikend kaj čuden, je v bistvu danes sončev mrk in na ta dan se ponavadi zgodijo sami taki nenavadni dogodki, kot so nesreče, kot so, ne vem, pozabljamo stvari, skregamo se in tako naprej. Tudi moj v bistvu tale vikend je bil malo bolj tak buren, šla z Raletom v bistvu proti BTC-u. Šla sva kupiti letne te kovtre, to mislim, da sem vam razlagala glih v prejšnjem videu, ker tega kamava je full topu in sva dejansko že zgorevala po noč, tako da sva bila v bistvu namenjena proti BTC-u, se vklopila dol proti, oziroma na avtocesto je neki full poč. Jaz sem si glih dol neki popravljala čevelj in nisem vedela takoj, zakaj se gre in prva una misel, shit, zabila sva se. Pogledam naprej, vidim nikjer nobenega avta. V stotinki sekunde si rečem, nekdo se je v naju zabil. In tudi to ni bilo. Dejansko je bil pa na cesti en predmet, še zdaj v bistvu ne vem niti reale, kaj je bilo, ker je bilo v bistvu se vse toliko na hitro zgodilo in na avtocesti se moraš tako omakniti. Skratka, nekaj je toliko počelo, v nekaj sva se zabila ali povozila, da je v bistvu guma ni je ravno raznesla, ampak ful se je v bistvu tako napihala, tak mehurček se je naredil, ker je očitno nekdo nekaj vrgel na cesto, ali je pač veter, kamen kakšen pripelil, ne vem. Skratka, zdaj morava iti menjati gume, kar je, ne vem, nekako neprijetno, tak dodaten tečen strošek, ampak sreč ni bilo nič hujšega. Skoraj, če si tudi sama imela kakšen tak nenavaden dogodek, je to v bistvu zaradi sončevega mrka, tako da naj te pomirim, da je bilo nekaj v zraku. Drugače pa ja, danes bomo nakupovali kopalke, kot rečeno, jaz dopusta letos še nimam splaniranega, ampak imam pa splanirane vse kopalke, katere bom oblekla. Danes bomo namreč pogledali, kaj se kaj dobi in to kar prek spleta. Zadnje čase se ful navdušujem nad online shoppingom, nekako spoznavam trgovine, ki jih prej niti še nisem videla ali pa vedela za njih. Nekako moja taktika je, da vtipkam, ne vem, ali kopalke, ali šuz, ali pač nekaj, kar iščem in potem se mi odprejo strani, za katere pač prej nisem vedela. Danes torej nakupujemo kopalke, da bom ready, ko pride dan D. Če te zanima, v čem bom jaz letos, recimo, pozirala na plaži, potem glej naprej. Še moj outfit današnji ti pokažem, ker je totalno poletni in ga obožujem. V bistvu gre za take široke hlače, tok prijeten material, ker v bistvu se ne popa na kožo, pa tale cute topek v isti barvi, skratka, obožujem. Ok, a smo ready, da pogledamo, kaj sem torej nakupila. Imam nekje 5 novih kopalk, pa en tist pregrinjalo, če greš recimo na sladoled ali pa pijačko. Pa dejva ti pokažem, evo, bom kar naključno jemala ven. V bistvu sem tokrat naročevala na Kapši. Čist naključno mi je to spletno stran vrgel ven. Kogar sem ti na začetku omenila, jaz ponovadi, ko nekaj iščem, vtipkam pač produkt in potem pogledam eno stran, pa drugo stran in potem, če mi pač nekaj pade v oči in imajo lepe stvari, se potem kar zadržim, ker v bistvu na ta način prešparam pri poštnini, ker če bi naročevala nekaj na eni strani, pa na drugi strani, ok, se tudi gre, ampak če imajo na enem mestu že lepe stvari, potem pač rečem, ok, to je to, poštnina bo pač sam enkrat in grem v akcijo. Evo, prve kopalke, ki sem jih kupila, pa so tele bele bikinke. Dejansko nisem nikoli imela belih kopalk, vem pa, da božansko zgleda, ko si rjav, sicer zaščita pred soncem, ne se pržiti. Jaz recimo, ko sem bila mlada, sem se ful velikrat spržila na soncu in zato imam recimo tale dekolte malo bolj tak pikast, pa koža je bila totalno rdeča, tako da res se ne cvret, res ni dober. Vem, da ste že 1000krat slišala, ampak čez ene tako 5-10 let bo vse udaril ven, tako da ne dela tega, kar sem jaz. Evo, bele bikinke, obožujem tanke štrikce. Skratka, to je bil moj prvi nakup, a ja, pa da ne govorim, koliko je smešna cena. Dejansko sem dala za oboje 25 evrov, kar je tako noro. Jaz vem, tukaj v City Parku trgovince, ki so daš nekaj 60 evrov za zgornji spodnji del, kar je zame osebno malo preveč. Ok, potem tale nakup, te kopalke mi pa dejansko niso toliko všeč. Fotki na modelu so zgledale ful dobre, ampak na meni neki ne štima, ne počutim se dobro. So sicer zelo lepe, ampak
kaj jaz vem, malo moraš še premisliti, mogoče za kdaj drugič, za danes pa ne. Naslednje kopalke obožujem. V bistvu teh kopalk sem se na tej strani tudi toliko časa zadržala, ker sem takoj rekla, koliko so hude in bila presrečna, ker so bile v moji številki. Dejansko pa so sive barve, polne enih takih štrikcev. Všeč mi je dejansko, ker so take žametne, pa ker imajo tukaj v bistvu štrikce, se pravi na predelu prsi in dejansko je ena taka taktika oziroma en tak trikec, lahko vidiš te trakcije tudi tukaj na predelu gat. Če ti daš te štrikce tako malo višji, dejansko izgledaš bolj suha. Pa ful so pač hude, lepe, 25 € za to klep par mi ni žal niti mal. Te so mi zakon. Potem pejva naprej. Še ene hude imam. Wow. Iste so prišle, kakor so bile na slikci. Tale v bistvu vzorček. Veš, da z njim sem bila lani obsedena, čakaj, da najdem zgornji del. Evo takole, kopalke z visokim pasom so zakon, zato ker ti skrijejo trebuh. Vzorček je nor, res, takoj so mi padle oči, pa tudi zgornji del ful je hud. Sicer so to bolj take pozerske kopalke, ker zaradi tega dodatka kot nekih takih rokavov si glih ne predstavljam, da bi plavala ali bi pa celo mogoče vse potrgala, ampak to je tako malo, greš recimo na nek ful vroč dan na plažo na recimo sladoled. Tako da so hude, niso glih najbolj praktične, ampak so pa lepe. Potem, evo, tegale sem pa tudi zelo vesela, ker sem vzela dejansko to sem vam že tudi omenila na začetku. Skratka, eno tako pregrinjalo, torej, ko greš na sladoled, ful mi je lepa, taka tanka, ful ima hude rokave, dolga, tako da v bistvu prekrije zadnjico, to je meni najbolj pomemben, da grem v easy, sproščena, da ne vidijo vsi mojega celulita na sladoled in ja, te tako malo zakrije, skratka, to mi bo definitivno ful prav prišlo, pa je nek tak dama vibe. Tukaj je še ena vrečkica. Pa imam pa tukaj ene malo bolj divje kopalke, se pravi, te so pa take tigraste, tigrica Eva. Evo, v bistvu oranžen tigrček. Všeč mi je, ker so tukaj dejansko iz dveh delov, tako da je spet ta feeling, da te naredi malo bolj suhega. Ker imam jaz recimo ene kopalke, lani sem jih kupila v Primarku in so v bistvu cele take debele in nekako se ne počutim dobro v njih. Tele pa je čist nekaj drugega, pa tele so vzadnji tako zategnejo, tako da lahko dejansko tudi prsi malo daš push up, tako da te so ful hude, ne glih za vsak dan moraš jih začutiti, ampak jih bom sigurno kdaj ponosila. In to je to, moj nabor kopalkic. Moram reči, da sem izredno zadovoljna. Me je skrbel, kakšne bojo, da ne bo kakšna tista poceni kitajska roba, ampak je daleč od tega. Res je sicer, da še nisem stestirala v vodi, ampak že na nek tak prvi feeling, kako se prilegajo telesu, razni detajli, ta občutek, sploh kvaliteta materiala je top. Tako da mi ni žal niti mal, definitivno bom nakup še ponovila, ker sem zadovoljna, pa ful so mi vse hude. Take čist poletne, odštekane, drugačne, da ni potem vsaka druga z istimi kopalkami. Sploh, če bomo letos več ali manj vsi v Sloveniji, je fajn, da saj malo izstopaš, a ne? Tako da, če so ti bile kakšne kopalke všeč, ti bom dala tudi spodaj linke, tako da ti olajšam delo, da nekako te direktno vodi do spletne strani. Pa za tebe imam tudi eno kodico za popust in sicer pri nakupu nad 70 € ti prinese 10% popusta, kar recimo čistko za primerjavo, recimo, če vzameš 3 kopalke, če so ene tam okrog 25 €, je že potem popust, oziroma odvisno, koliko so, no, ampak se hitro nabere, odvisno, koliko rabiš kopalke, koliko nekako si zapravljiva. Definitivno jih pa ne rabiš toliko jaz se veš, sem taka strastna zapravljivka in če mi je nekaj všeč, se težko uprem, ampak ene bo že čist dovolj. Evo, za konec pa naj te samo še spomnim na tele moje rokovnike Lepotica. Ful sem vesela, da so vam toliko zelo všeč, tako da dejansko bodo, to ste me zelo veliko spraševali, na moji spletni strani bodo rokovniki na voljo do konca avgusta oziroma do razprodaje zalog. Nekako všeč sta vam oba isto, in Roza Galaksija in Roza Mavrica. To je torej šolski rokovnik za leto 2020-2021 s 1. septembrom, ko bo šla v šolo, oziroma še en teden prej ga lahko začneš uporabljati. Ma vse, kar nekako rabiš, da uspešno dokončaš šolsko leto, da uresničiš vse svoje cilje. Ma motivacijske kvote, ma menstrualni koledarček, ma tedensko telovadbo, ma mesečni, tedenski, letni koledar, pol ima tak finančni plan, skratka vse. Ti bom tudi povezavo do moje spletne strani pustila spodaj v opisu. Pa čisto vsaka prejme za darilo, evo tukaj so, take noro cute nalepkice, da v bistvu lahko teden po teden delaš tale svoj teden ali pač nek tvoj cilj še na majčkeno bolj zabaven način in da vse, kar počneš, počneš res
stilom. Evo, to je to. Zapiš mi spodaj v komentarje, katere kopalke so bile tebi najbolj všeč, če jih že imaš ali nekako si še v iskanju pravih, pa če veš mogoče ti za kakšno hudo stran ali trgovino ali pa spletno stran, kjer se dobiš še kakšne lepe kopalke. To je to, ne se pozabiti naročiti na moj kanal in ne me pozabiti poiskati na Instagramu. Pride zdajle ta teden in naslednji teden ena konc huda nagradna igra in ne sme zamuditi, tako da če me še ne slediš, Afna, Evina lepotilnica, tam me najdeš. Lepo se imejte lepotice in do naslednjič. Čau, čau!